Slovenija se stara, rodnost pada, prebivalstvo se krči. Lani se je rodilo najmanj otrok v zadnjih 100 letih. Mladi se zanje odločajo vse kasneje ali pa sploh ne. Hkrati živimo vse dlje, starejših je vse več. Kako in zakaj smo torej od povojnih baby boom generacij v nekaj desetletjih prišli do demografske zime? Kje so razlogi, kaj to pomeni za življenjski standard, trg dela, javne izdatke, za prihodnost družbe in države? Devetčlanska družina Jakše. Imeti veliko družino, pripoveduje Tina Jakše, je bila njena želja že od nekdaj. Jaz, ko sem bila otrok, sem zelo velikokrat govorila, da bom imela 7 otrok. So pa tle okrog nas skozi bile velike družine, tako da mi je bilo to nekaj domačega. Njen soprog takšnih načrtov sprva ni imel. Jaz izhajam iz družine, kjer so pač 2 otroka in skozi zakonsko pot s Tino sem počasi tudi jaz spremenil pogled na vse skupaj. Tako da, ja, z vsakim naslednjim otrokom je bila tako, se pač porodila želja po še. Tako da, ko sva imela prva 2 otroka, sva pol kar rekla, ja, pa bi mogoče enega in pol je šlo tako naprej. No. V bistvu vedno sva začutila, da nismo še vsi. Tako da zdaj smo tako 2 plus 4, pa še enega za povrh, tako da jih imamo 7, a ne? Družin, kot so Jakšetovi z več kot 6 otroci, je v Sloveniji le peščica. Leta 2021 jih je bilo po podatkih statističnega urada manj kot 10%, največ, več kot 1/3, je bilo družin z enim otrokom. Smo prišla do točke, ki rečeva, da je pa približno dovolj. No? Ja, kombi je poln in čutva tudi na telesih, na obremenitvah vseh teh let, se je zdaj 15 let nabral, da je pač, da bo dovolj.